Dober dan. V studiu danes pozdravljam predsednika Računskega sodišča, gospoda Tomaža Vesela. Povod za pogovor z njim je pripravljeno letno poročilo za leto 2013 o delu Računskega sodišča, ki ga bo gospod Vesel danes predal predsedniku Državnega zbora. Za začetek mogoče, kaj ugotavljate v tem letnem poročilu, oziroma tudi to, kateri so bili primeri revidiranja, s katerimi ste se v bistvu najdlje ukvarjali in so bili tudi v resnici nekako najtežji? Seveda. Dober dan. Najprej predstavljamo letno poročilo za leto 2013, v katerem je Računsko sodišče opravilo kar veliko delo. Nenazadnje smo izdali 71 revizijskih poročil, revidirali smo 110 različnih revidirancev, naše aktivnosti so bile na zelo različnih področjih. Seveda je najbolj obsežna revizija državnega proračuna, tako kot vsako leto, kjer smo vlado, Ministrstvo za finance posebej, pa tudi Državni zbor opozorili na kar nekaj problemov povezanih seveda z zadolževanjem. Ta tema je bila tudi izrazito izražena v naših revizijskih temah. Izvedli smo tudi posebno revizijo na to temo. Velik del smo namenili revizijam smotrnosti, izkoriščene raziskovalne opreme, nekaj drugih revizij na to temo. Veliko smo se ukvarjali z zdravstvom. Logično je, da moramo opravljati tudi določen del revizij na tako imenovanem področju lokalne samouprave, kjer smo izdali 14 revizijskih, 5 porevizijskih poročil. Skratka, tega dela je bilo opravljeno kar veliko. Morda je značilno za leto 2014 to, da je izjemno veliko število pobud, namreč smo dobili v letu 2013, krepko preko 500 zelo argumentiranih pobud, kar v bistvu kaže, po mojem mnenju, na to, da se Računskemu sodišču zaupa, da se Računsko sodišče večkrat pozove takrat, ko stvari ne samo, da ne grejo tako, kot so bile zamišljene, vendar je tudi spor o tem, kaj je pravzaprav pravo stališče oziroma kaj je prava vrednost nekega projekta, ker ti pogosto nas opozarjajo na projekte in pokličejo na pomoč Računsko sodišče, seveda pa tu trči vprašanje naših kapacitet, ki so seveda omejene. A pa ste na podlagi revizijskih ugotovitev v lanskem letu tudi vložili kakšne ovadbe na pristojne organe? Seveda, nekaj ovadb naznanil je bilo oddanih. Za katere primere, če se da malo več povedati? Mislim, da nihče ne odstopa tako samo po sebi, da bi bilo nebo vpijoče kakršnokoli ravnanje. Računsko sodišče je do zdaj podalo nekaj več kot 40, tako tožilstvo kot policija nas o tem seznanja. Mogoče velja izpostaviti, da smo sedaj sklenili tudi sporazum s policijo, kjer tudi na tem področju sodelujemo in nameravamo celo več sodelovati. Je pa potrebno razumeti vlogo Računskega sodišča, ki ni pravzaprav zgolj v preganjanju seveda kaznivih ravnanj, temveč lahko tem samo sodeluje, kolikor je seveda v njeni pristojnosti, naši pristojnosti. Gre bolj za to, da mi razkrivamo na različne poslovne prakse in se veliko več pozornosti damo temu priporočilom, popravljalnim ukrepom, kjer pa smo v veliki večini uspešni. Kako konkretno pa izgleda to sodelovanje s policijo? Kaj to pomeni? Vi jih opozorite na neko... Absolutno. Namreč v hišo dobimo zelo veliko različnih materialov, pobud, dokumentacije in si jo takrat, ko ocenimo, da bi šlo lahko za znake kaznivega ravnanja, odstopimo tudi izven revizijskih poročil, zaradi tega namreč tudi ne morem posebej izpostavljati nekih primerov, ker se seveda verjetno raziskuje naprej. Zdaj, nekako v zadnjem času se je odprlo tudi vprašanje pristojnosti Računskega sodišča. Mislim, da prav na primeru TEŠ 6 oziroma pač smotrnosti porabe denarja oziroma investicije. Zdaj, a je ta dilema, ali ima pristojnost Računsko sodišče, da revidira hčerinske družbe, ki so v lasti državnih podjetij, je ta dilema razrešena zdaj? Računsko sodišče pravzaprav nikoli ni imelo, žal nimamo pristojnosti revidirati družbe, ki so v posredni državni lasti ali pa lasti seveda občin, kar je seveda kar krepka ovira pri našem delu, kajti vidimo, da se pomemben del različnih gospodarskih in drugačnih aktivnosti seli v te družbe.
Verjetno se je to dogajalo tudi že prej, nekaj velikih investicij, omenili ste T6, ki je seveda eklatanten primer, ki je pravzaprav prek pristojnosti Računskega sodišča. O tem nimamo dileme, tudi ostali pravni in drugi strokovnjaki o tem nimajo dileme. Jaz sem prepričan, da se bo to letos s spremembo zakona o Slovenskem državnem holdingu, če pa ne tam, pa mora biti v našem zakonu o Računskem sodišču spremenilo, da tako vlada kot državni zbor absolutno razumejo potrebo po naši pristojnosti tudi v tem segmentu in računam, da jo bomo dobili. Ampak to pomeni zdaj konkretno, ne, da pa revizijski postopek za primer HSE in SODA, ki sta oba udeleženi v investiciji v T6, pa že teče. Samo konkretno samega Teša 6 pa ne morete še vzeti svoje roke kot revizijski postopek. Tako je, uvedli smo revizijo pri SODU in HSE-ju, Holdingu Slovenskih elektrarn. Zakaj? Zaradi tega, ker mislimo, da je veliko tveganje, ker velikost investicij v T6 močno vpliva na finančni položaj v slovenskem elektrogospodarstvu, neposredno na HSE-ju. Želimo preveriti, kakšni bojo vplivi, želimo preveriti različne parametre te investicije, kako bojo vplivale na to ali druge investicije v slovenskem energetskem sistemu. Do takrat pa, ko bomo izvajali revizijo ali pa kasneje, pa računamo, da bomo dobili tudi pristojnost za revidiranje Teša in v tem primeru bomo seveda opravili revizijo tudi na Tešu, kajti zlasti, če bomo seveda ocenili, da so tveganja za to revizijo seveda toliko pomembna, da to opravimo. No, v zadnjem času je veliko javnih razprav sproža tudi slaba banka oziroma formalno rečeno Družba za upravljanje terjatev banka. Tudi v tem primeru, če se ne motim, je že kot za revizijo angažirano Računsko sodišče. Ta postopek je že stekel? Tako je. Ta postopek že teče. Imeli smo uvodni sestanek, izmenili smo si že neke dokumentacije, revizori že delajo na terenu. Tu je pristojnost Računskega sodišča povsem jasna. Tako ali tako bi bili pristojno Računsko sodišče tudi že po našem zakonu, vendar so tudi v zakonu, ki ureja poslovanje DUTB-ja, je to eksplicitno urejeno in bo Računsko sodišče praktično tam prisotno vsako leto redno. Sedaj pa smo revizijo razširili tudi na Ministrstvo za finance oziroma vlado, namreč želimo preveriti pogoje za vzpostavitev Družbe za upravljanje terjatev bank, kajti tu vidimo nekaj tveganj. Recimo tveganj, katera? Tveganj povezanih z uspešnostjo ali pa učinkovitostjo prenosov terjatev, pravočasnostjo, vzpostavitev pravnih podlag za delovanje DUTB-ja, sam način poslovanja DUTB-ja, interne akte in tako naprej, plačni sistem ne nazadnje. Kaj pa angažiranje recimo kadrovske agencije je tudi pod vašo lupo? Gotovo tudi mimo pogodb sklenjenih, tako imenovanih svetovalnih pogodb, verjetno ne bomo mogli iti, ker prepoznamo jih kot tveganje. Ali se bo to izkazalo, da obstaja to tveganje, pa seveda nekaj, kar bomo lahko poročali v reviziji. Skratka, na tem projektu revizijskem absolutno delamo. Da pa lahko pričakujemo kakšne rezultate vaše? Gre za precej obsežno revizijo, ki ni samo v interesu javnosti, temveč tudi Računskega sodišča zelo poudarjena, kajti ko naredimo tako imenovano otvoritveno revizijo, se z nekim revidirancem, ki bo naš revidiranc najbrž celo več kot 5 let, ki je sicer bilo planirano neko obdobje za delovanje DUTB-ja, zato nam je toliko bolj pomembno in bi si bomo vzeli nekaj več revizijskih preveritev, nekaj več časa, sem prepričan, da vsaj na terenu kakšne dobre 2 meseca dela gotovo. Ja, ena od takih zadnjih izstopajočih zadev, povezana tudi z javnimi razpisi, je bil razpis Spirita, ki je bil objavljen in potem preklican. Zdaj, tukaj se pač odpira cel kup dvomov in vprašanj, zakaj, ne? Ampak kljub vsemu me zanima, ali boste tudi vi na Računskem sodišču vzeli pod drobnogled, revizijski drobnogled, tudi to dogajanje, zadnje dogajanje na Spiritu v zvezi s tem razpisom? Računsko sodišče trenutno sicer izvaja revizije poslovanja oziroma organizacije agencij, vendar to ne sovpade povsem s tem zapletom ali pa dogajanjem, ki ga sicer budno spremljamo, ker pa je naš program dela, dokler ne izdamo sklepa o uvedbi revizije oziroma ta postane pravnomočen, zaupen, vam žal ne morem
izdati skrivnosti, ali bo računsko sodišče seveda revidiralo konkreten projekt, lahko samo rečem, da budno spremljamo ta zaplet. Dobro. Počakamo, da izdate sklep, pa bomo videli, kaj se bo dogajalo naprej. Zaenkrat pa hvala lepa za pogovor. Lepa hvala vam.